Ira Marušič na zadnji razstavi v Bežigrajski galeriji 2 razstavlja izbor del od leta 2005 in do zdaj. Gre za dela, ki so v bistvu 3 serije slik iz tega obdobja. Nadaljuje v bistvu to svojo izkušnjo, lahko rečemo, že zadnjih 12 let. Gre za v bistvu vse skozi za posamezne motive, na katerih se pojavljajo ali ena ali 2 figuri. In v tem obdobju, ki je zdaj razstavljeno v Bežigrajskih galerijah, gre za 3 serije kaktusi, ribe in pa plodovi. Na vseh slikah do zdaj se izbiram prisotni 1 ali 2 osebi in tudi na teh slikah, vsaj po večini, je v središču slike ponavadi centralno ena žival, tokrat v enem pogledu na svet ribe, drugi njen tak pogled na svet, tako kot pogled na pokrajino, kjer so bile 1 ali 2 osebi, so zdaj naseljeni kaktusi, 1 kaktus, 2 ali pa pomenljivo včasih od leve proti desni samo navidezno prisoten kaktus. 3. serija so plodovi. Razširila je, lahko rečemo, povečala žar, na katerih se nahajajo tudi rastlinski plodovi, ki jih je doslikala, nalepila. Gre tudi za najbolj živopisne podobe iz te razstave. V slikah Žar sem si želela nekako razbiti to monotonijo, to prevlado centralne figure, kar v mojih slikah me nekoliko moti, ker je ponavljajoči se motiv že leta in leta. In pred sabo sem imela sliko Marka Šuštaršiča in v tej sliki, v tem bordo ozadju, oni imate vrhunske figure, ki lebdijo enakovredno razporejene na platnu, in sem si želela narediti nekaj podobnega. Seveda se ne primerjam z njim, ampak nekaj v tem smislu. Vendar ne s figuro, a preko abstrakcije. V bistvu sem si želela potopiti te predmete na celi površini svojega platna in skušati narediti nekaj, kar bi bilo diametralno nasprotje, antipod ostalih platen. In niti čopiča nisem želela uporabiti, sem vzela kuhinjsko kladivo, pa sem zmečkala rezine zelenjav na platno. Zaljubljena sem bila v ta žareči pigment, ki ga vsaka zelenjava ima urojenega v sebi. Ta blazno močna, žareča kakor magma barva, vendar naslednji dan je izgubila vso moč. Ta pigment je, recimo, ko bi rekla, ta pigment je izpuhtel in se spremenil v neko rjavo mrtvo senco. Naslednji dan pa sem vzela rezino melancane in poiskala isto barvo med pigmenti. V bistvu sem zmešala vosek z več barv, dokler nisem dobila, recimo, ta pravo nianso. Na kar sem pokrila to rezino s to barvno gmoto in jo s kladivom zmečkala na platno. Pol pa sem videla, sem opazila, da v bistvu, ko je zelenjava postala mrtva senca, ta pigment je žarel naprej in v bistvu je bila čisto ista barva kot zelenjava. Je ostala ta primarna niansa, kar sem si želela od celega začetka.
Ira Marušič je v bistvu vse skozi spreminjala svojo spodnjo površino slik. Morda v zgodnjih podobah je še spominjala na zelo konkretno pokrajino, ki je še študirala v Benetkah. Gre za sivo-modro obzorje, nebo. Njen načrt za te slike, predvsem večino kaktusi, delno tudi ciklus rib, je pa osredotočila na idejo, da vse izhaja v bistvu iz niča, iz lave, magme. Poslala mi je tudi fotografije magme. Morda gre v nekaterih delih za spominjanje na dejansko žarčenje, ki seveda nima nikakršnih vzorov iz likovne preteklosti, zlasti slovenske. Magma je zmeraj rdeča, rdeče, rumena. Kar je pa pomembno pri teh slikah, je to, da je ena redkih umetnic in umetnikov, ki v svojih delih uprizarja tudi senco. In če bomo dobro pogledali njena slikarska dela, bomo videli, da se, če pada senca točno opoldne, bo tudi senca okoli samega predmeta pozvane, kot je kaktus. In podobno pri drugih slikah s kaktusi, če so sence usmerjene v levo, pomeni to sončni zahod, če je vzhod, je seveda obratno. In dejansko gre za en redkih fenomenov, ki združuje tako naravo kot videz ozadja. In prav ta ozadja spreminja zadnjih, lahko rečemo, 10 let, včasih v zelo konkretne pokrajine, se mi zdi, da so to oblaki ali pa neke vrste obzorja ali pa dejansko videz lave, magme, iz katere se vsak dan rojeva, lahko rečemo, iz mrtvega, čez tisočletja nekaj novega. Hkrati pa je v podobah kaktusov ohranila svojo, lahko rečemo, dejansko občutje do ljudi. Bodice kaktusov izginjajo tudi, ali pa tam, kjer bi mogli biti recimo naseljeni ljudje ali pa bodice kaktusov, te izginjajo, postajajo temne, navznoter odprte površine, ali pa se zdijo kot posamezne luči, ki dejansko svetijo iz materialnosti navzven. Imam tudi 3 dela na papirju, olje na papir, ker sem si želela malo prekiniti ta niz podolgovatih horizontalnih platen. In je zanimiv papir, ker drugače vpija barvo, v bistvu naredi in ubije ta sijaj in naredi mat varianto, sploh pa če uporabljaš vosek. Tako da želela sem si eksperimentirati s samim nosilcem slike. Format slik Ire Marušič je vsaj večinoma zelo podolgovat. Moramo se približati ali pa oddaljiti od teh podob včasih na 1 meter, 2 metra, včasih na večjo oddaljenost in šele takrat
lahko zazremo v bistvu zelo bližnjo konkretnost predmetov, ki so naslikani. Če se pa oddaljujemo iz podobe nazaj, pa vidimo, da gre vsaj največkrat recimo za tri različne površine, tri načine tudi v samih slikah upodabljanja. Pogled se širi seveda nazaj, v sredino in pa k nam. Podobne izkušnje imamo seveda tudi pri nekaterih avtorjih. Zlasti podolžne, izrazito podolžne slike, v tem razmerju 1:3, kar je večinoma del na tej razstavi, nas dejansko usmerjajo v območje neke navidezne pokrajine, nekega pogleda, ki ga lahko tudi sami doživimo v sami naravi. Hkrati je pa želela zlasti v teh slikah, nekaterih so rastlinski plodovi, zamejiti ta zunanji in pa notranji prostor z mrežami, ki spominjajo na žar ali pa na čisto geometrično mrežo. Gre za zelo pretanjeno neke vrste sredinsko sliko, ki je v bistvu neopazna, je pa pomembna, ki nam daje neke vrste novo perspektivo v sliki, ki jo prej nismo poznali. V slikah z ribami gre za podoben problem, s tem, da je tam žarčenje te sredinske podobe, kjer je prav tako neke vrste podobljen žar ali pa geometrična mreža, ki spominja na žar. Gre pa dejansko že za odmik iz življenja živih bitij in kot sama imenuje te vrste podob, gre za neke vrste odhajanje in imajo tudi podoben naslov, kot je Duša ribe in podobno. Thank you.